Pozdravljeni. Geodetska uprava je v mesecu oktobru in novembru organizirala regijske posvete na temo izvajanja postopkov v skladu z zakonom o katastru nepremičnin. Geodetska uprava se je odločila, da vsebine, ki so bile predstavljene na teh posvetovanjih, prikaže tudi kot video vsebine. Skozi ta video predavanja vas bomo tako kot na samih posvetovanjih vodili Suzana Jurič iz OGU Novo mesto in Marjana Vogrin iz podjetja Digidata d.o.o. Osnova za izdelavo programa za regijska posvetovanja, se pravi tudi osnova za ta video izobraževanja, so priporočila o uvajanju pravil zakona o katastru nepremičnin in uvedbe IS-kataster, ki so objavljena na spletni strani e-prostor. Ta priporočila so nastala kot rezultati dela skupne posvetovalne skupine, ki jo združuje člane iz Geodetske uprave, matične sekcije Inženirske zbornice Slovenije in GIZ-a geodetskih izvajalcev. Tematike, ki so predstavljene v teh priporočilih, in kot sem že rekla, se nahajajo ta priporočila na spletni strani e-prostor, so tudi osnova za današnja predavanja. Najprej si bomo ogledali stranke v katastrskih postopkih in vabljenje ter določitev vlagateljev. Kot vemo, ZKNJ, se pravi lastniki, se pravi zemljiškoknjižni lastniki, so tisti lastniki, ki so stranke v katastrskih postopkih. Tako je določil tudi zakon o evidentiranju nepremičnin in tako določa tudi zakon o katastru nepremičnin. Se pravi, stranka, ki je vpisana kot lastnik v zemljiško knjigo, je tudi stranka v naših postopkih. Seveda pa zakon določa tudi določene izjeme. Te izjeme so upravljavci državnega premoženja. To pomeni, da povsod tam, kjer je kot zemljiškoknjižni lastnik zavedena država ali pa mestna občina ali pa občina, so kot upravljavci tega premoženja zavedeni državni organi ali pa organi ali zavodi, ki so jih ustanovile občine ali pa mestne občine. Potem imamo upravnike. Upravniki nastopajo takrat, kadar imamo večstanovanjske stavbe, se pravi stavbe večinoma v etažni lastnini in je kot po zakonu, po stanovanjskem zakonu ali pa po SPZ-ju se mora takim stavbam določiti tudi upravnik. V tistem primeru je upravnik tudi stranka v katastrskih postopkih. Zakon o katastru nepremičnin daje, bom rekla, malo večjo vlogo upravnikom, kot jo je dajal ZEN. Namreč ne samo, da so lahko stranke v postopku, da so vlagatelji za določene vrste postopkov, odvisnosti od lastništva nepremičnine, ampak se njim tudi vročajo odločbe. Potem so stranke v katastrskih postopkih tudi imetnike stavbne pravice. Seveda samo v tistih postopkih, ki se nanašajo na stavbe zgrajene na podlagi stavbne pravice, ali pa v tistih postopkih, ki se nanašajo na že vpisana območja stavbnih pravic v kataster nepremičnin in tem območjem je tudi že določena pravica, ki se vodi v zemljiški knjižni. Enako imamo tudi kot možne stranke, kot izjeme, imetnike služnostne pravice, le te pa samo v primerih, ko je območje služnosti že vpisano v kataster nepremičnin in je tudi ta služnost povezana z pravico vpisano v zemljiški knjigi. Stranka v katastrskem postopku je tudi skrbnik za katastrski postopek in pa oseba, ki meni, da je pravni naslednik in se javila na oklic, ki je bil izdan s strani Geodetske uprave. Potem imamo pa še dve kategoriji, to sta novi lastnik pa oseba, ki zaradi varstva svojih pravic zahteva vstop v postopek. Pod to osebo lahko štejemo tudi pridobitelja. Prva stvar, ki jo moramo povedati, je, da je zakon o evidentiranju nepremičnin
posebno mesto postavil tudi pridobitelju, ki pa ga Zakon o katastru nepremičnin ne predvideva več. Namreč Zakon o katastru nepremičnin, katerega temeljno načelo je, da delujemo na matičnosti evidenc in da se določil za določene zadeve, ki jih določajo že drugi matični zakoni z nekega področja, ne ponavljajo več v samem zakonu. Zato v obrazložitvah Zakona o katastru nepremičnin lahko zasledimo, da povsod tam, kjer določila upravnega postopka ne odstopajo v katastrskih postopkih od splošnih določil upravnega postopka, upoštevamo le te. Zato v bistvu pridobitelj kot oseba, ki bo postala lastnik, pa še ni vpisana v zemljiško knjigo, ima take pravice v naših postopkih, kot mu jih določa zakon, se pravi Zakon o upravnem postopku, se pravi in veljajo tista določila. Torej, oseba, ki zaradi varstva svojih pravic zahteva vstop v postopek, ni nikoli vabljena avtomatsko, recimo pridobitelj, tako kot je bila po ZEN-u, da smo jo mi mogli vabiti v določene postopke. V tem primeru mora oseba sama povedati, da hoče vstopiti v postopek, se pravi mora dati zahtevo in seveda, če se jim odobri, potem je lahko prisostvuje v postopku in se ji seveda tudi na koncu vroči odločba. Se pravi, kdo pa je tisti, ki ga imenujemo pridobitelj? Pridobitelj je stranka, ki je že z neko listino pridobila lastninsko pravico in je to listino na podlagi predloga tudi že vložila v zemljiško knjigo. No, kdo pa je nov lastnik? Nov lastnik je pa termin, ki ga pa Zakon o katastru nepremičnin posebej opredeljuje. To je pa tisti lastnik, ki je med tekom samega katastrskega postopka že vpisan kot lastnik v zemljiško knjigo. Se pravi, v tem primeru, tle gor imate en tak primer iz zgodovinskega izpisa iz zemljiške knjige. Se pravi, Franc Černe je bil lastnik določene nepremičnine do 25.7.2022 in če bi se v bistvu začel postopek že pred 25.7., bi bil stranka v postopku Franc Černe. Z tem dnem pa bi vstopila v postopek Marjana Vogrin, ki je postala lastnica nepremičnine, katere je bil prej Franc Černe. In od trenutka naprej tega mi obravnavamo vse postopke v okviru katastrskega postopka, vsa dejanja z novo lastnico. Starih zadev, ki smo jih pa že dorekli s Francem Černetom, pa v samem postopku ne ponavljamo. Največje vprašanje, prvo vprašanje pravzaprav, ki se nam postavlja v zvezi s strankami, je pa, kdo pa sploh lahko ima status stranke v postopku. Rekli smo, da zemljiškoknjižni lastnik, ampak a lahko vedno vsi zemljiškoknjižni lastniki, če se na njihovih nepremičninah dogaja nek katastrski postopek, postanejo stranke v postopku? Ne, to lahko postanejo samo znane osebe. Kdo pa so znane osebe? Znane osebe so fizične osebe, za katere nimamo podatka v IS katastru o datumi smrti. Recimo, to so osebe, ki so v zemljiško knjigo vpisane z EMŠom. Recimo, primer imamo tukaj Marjano Vogrin, ki je z matično številko vpisana v zemljiško knjigo in kot taka prevzeta tudi kot lastnik nepremičnine v IS katastar. Potem je tak primer tudi recimo Terezija Župančič brez EMŠota, za katero pa nimamo podatka v IS katastru, da je pokojna. Tudi to je znana oseba in lahko jo obravnavamo kot stranko v našem postopku. Posebej so to pravne osebe, ki so z matično številko vpisane v zemljiško knjigo, kot na primer nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je z matično številko vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik določenih nepremičnin. In seveda, on je lahko stranka, samo če mi nimamo v IS katastru podatka, da je ta pravna oseba prenehala delovati. Se pravi, če tega podatka ni in je oseba z matično številko vpisana v zemljiško knjigo, je to znana oseba in je lahko stranka v našem postopku. Potem pa so tu še pravne osebe brez matične številke, ki jih lahko tudi obravnavamo kot znane osebe.
To so recimo osebe, ki zaradi določenega razloga pridobile so nepremičnino pred letom 2011, ko vpis matične številke v zemljiško knjigo še ni bil obvezen, in kasneje niso izvedle poučitve prepisa matične številke. Recimo tak je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je sicer za večino nepremičnin vpisan za matično številko, se pa nahajajo v zemljiški knjigi tudi določene nepremičnine, kjer je vpisan kot lastnik brez matične številke. Če bi pogledali v AJPES, bi za Stanovanjski sklad ugotovili, da je to še vedno aktivna oseba in zato je to znana oseba in lahko nastopa kot stranka v naših postopkih. Potem pa jih smatramo kot znane osebe tudi pravne osebe brez EMŠA, ki sicer ne obstajajo več, imamo pa podatek v AJPES-u, da so prenehale z delovanjem, ampak imajo pa pravne naslednike določene v AJPES-u. Naprimer, Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d. Naklo, ta oseba ima v AJPES-u kot pravnega naslednika vpisanega poslovne sisteme Mercator d.o.o. Torej je to znana oseba, zato ker poznamo njenega naslednika. Zdaj smo ugotovili, kdo so lahko stranke v naših postopkih. Zdaj moramo pa še razčistiti, kako jih lahko vabimo. Če imamo osebe z EMŠom in matično številko, potem jih moramo vabiti na naslov za vročanje, če je ta vpisan v IS-kataster, če ne pa na naslov stalnega prebivališča ali pa v bistvu sedeža podjetja. Se pravi, taki dve znani osebi, ki od naših primerov, ki smo si jih ogledali, sta Marjana Vogrin in Nepremičninski sklad, ki sta oba dva z matičnimi številkami vpisana v zemljiško knjigo in te vabimo na naslov za vročanje po pravilih vabljenja, ki jih določa Zakon o katastru nepremičnin. Se pravi, v bistvu, da morata prejeti vsaj 8 dni pred samim dogodkom, na katerega ga vabimo, vabilo. Osebe brez EMŠA in matične številke pa lahko vabimo na način, da naredimo samo pravočasno objavo katastrskega postopka. Se pravi, če geodetsko podjetje izvaja nek katastrski postopek, potem za ta katastrski postopek naredi objavo in po 15 dneh, ko je bila ta objava objavljena, se lahko dogodi dogodek, na katerega on vabi te osebe brez EMŠA in brez matične številke. Se pravi, v to kategorijo pa od naših prej obravnavanih primerov spadajo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki ni vpisan z EMŠom v zemljiško knjigo, potem Živila Kranj, ki so v bistvu pravni predhodnik poslovnih sistemov Mercator, in pa tudi naša Terezija Zupančič z naslovom ZDA, ki nima vpisane matične številke. Se pravi, za te osebe pa zadostuje, da naredimo objavo in ta objava mora biti pravočasna. V primeru, da geodetsko podjetje vabi stranke brez EMŠA na naslov, ki je podan v zemljiški knjigi, s katerim razpolaga, in da v bistvu tudi te stranke pravilno obvesti, ima potrdilo, da jih je pravilno vabil, potem ni potrebno predhodno 15 dni prej narediti objave, ampak zadošča potrdilo o tem, da je bila stranka vabljena, ravno tako na način, kot sta bila recimo Marjana Vogrin z EMŠom, pa Nepremičninski sklad z EMŠom. Seveda je objavo ravno tako treba narediti, ker objava ne služi samo temu, da povemo, da se bo dogajal nek postopek, se pravi, ne služi samo vabljenju oseb brez EMŠA, ampak ni potrebno, da jo izvedemo 15 dni pred samo izvedbo postopka, na katere smo stranke vabili. Se pravi, v tem primeru je geodetsko podjetje naredilo več, kot mu je bilo potrebno, zato zadostuje, tudi če se stranka ne odzove in ne pride na sam postopek, na katerega smo ga vabili, da to dokazujemo recimo s poštno knjigo. Torej, zadostuje dokazovanje na enak način, kot za vse stranke z EMŠom, ki jih moramo vabiti na način vročanja vabil. Zdaj smo ugotovili, kdo so lahko naše stranke, seveda imamo pa v zemljiški knjigi kot lastnike navedene tudi osebe, ki jih ne moremo opredeliti v kategorije, ki smo jih prej obdelali. Takrat pa govorimo, da so to neznane osebe in neznane osebe ne morejo biti stranke v naših postopkih. Kdo pa so te osebe?
To so fizične osebe, ki so z EMŠom vpisane v zemljiško knjigo, vendar za katere imamo v IS-katastru podatek, da niso več žive. Se pravi, imamo podatek o njihovem datumu smrti. Recimo primer tak je, recimo Franc Černe, ki je preminil v lanskem letu, mi imamo ta podatek že v IS-katastru in če tudi je lastnik neke nepremičnine, ga mi ne moramo več vabiti v naš postopek. Potem so tu pravne osebe z matično številko, za katere pa v AJPES-u ugotovimo, da niso več aktivne ali da nimajo vpisanega pravnega naslednika. Recimo tak primer je tale gradbeno podjetje Bohinj, ki je sicer vpisano z matično številko v zemljiško knjigo, vendar v AJPES-u smo dobili podatek, da to ni več aktivna pravna oseba. Zakaj se nam sploh take osebe pojavljajo v zemljiški knjigi? Večinoma so to nepremičnine, ki so jih pozabili vključiti v recimo razne stečajne postopke. Stečajni postopek se je že zaključil, ta nepremičnina pa še vedno ostane vpisana v zemljiški knjigi kot taka in v tem primeru je ta GP Bohinj neznana oseba. Potem imamo pa še pravne osebe brez EMŠa, ki pa niso vpisane v AJPES, ali pa v AJPES-u imamo podatek o njihovem prenehanju, nimajo pa določenega pravnega naslednika. Recimo, to so vse podjetja, ki imajo v svojih imenjih knjigah ostanek prejšnjih družbenih sistemov. Recimo, primer vam tlele Klasje, mlinsko predelovalno podjetje Celje, družbena lastnina. Osebe s takim nazivom v AJPES-u nimamo, ali pa imamo celo podatek, da ni več aktivna, se pravi, to ne more biti znana oseba. Torej, če imamo kakršnekoli tozde, ozde, družbene lastnine in podobne ostanke bivših pravnih ureditev v naši državi, take osebe smatramo kot neznane osebe. Čeprav bi lahko recimo mlinsko predelovalno podjetje Celje brez družbene lastnine našli kot aktivno osebo v AJPES-u, ni nujno, da bi to nepremičnino lastninilo tudi to podjetje, ker pač v bistvu lastninjenje ni bilo izvedeno in ne vemo, komu bi po lastninjenju pripadala, zato je ta naša oseba neznana. Enako velja tudi za pravne osebe, ki so brez EMŠa vpisane v zemljiško knjigo, brez kakšnih pridihov preteklega sistema, kot je na primer Gib Beton Zasavje. Se pravi, in za to osebo pač ugotovimo v AJPES-u, da ni več aktivna in nima pravnega naslednika, torej je zato za nas neznana oseba. Kako pa postopamo, če kot naša stranka dobimo neznano osebo? Seveda to velja samo v primeru, ko govorimo o neaktivnih strankah. Se pravi, gre za sosede, za lastnike sosednjih parcel pri urejanju meje. V tem primeru je potrebno določiti skrbnika za katastrski postopek. Se pravi, če stranka je neznana oseba, mora geodetsko podjetje predlagati geodetski upravi postavitev skrbnika za katastrski postopek. Enako tudi velja, če geodetsko podjetje pride do te informacije tudi recimo na terenu, da je neka oseba neznana ali pa pokojna, se pravi, v takem primeru tudi velja, da podamo predlog za postavitev skrbnika za katastrski postopek. Predlog za postavitev skrbnika se tudi poda za osebe, ki so sicer recimo z matično številko vpisane v zemljiško knjigo, ni pa podatka o njihovem naslovu. Se pravi, da je njihov naslov neznan, v takem primeru tudi postavimo skrbnika za katastrski postopek. Predlog za postavitev skrbnika za katastrski postopek se posreduje na krajevno pristojno območno geodetsko upravo ali geodetsko pisarno. In to je v bistvu razen zadev, ki se urejajo za hišne številke, edini predlog, ki se ga še pošilja na krajevno pristojno OGU ali GP. Vse ostale zadeve, ki jih pošiljamo, jih lahko pošiljamo v zvezi s katastrskimi postopki na katerokoli OGU ali GP. Se pravi, drugje ne velja več krajevna pristojnost, pri predlogu za postavitev skrbnika za katastrski postopek pa še vedno velja krajevna pristojnost. Kaj moramo navesti v predlogu? Navesti moramo razlog za postavitev skrbnika za katastrski postopek,
kateri katastrski postopek se izvaja, na kateri parceli, lastnik katere parcele se ne more vključiti v postopek, zato ker je neznana oseba. Potem, katero osebo predlagamo za skrbnika in pa seveda navedbo, za kakšne osebnostne lastnosti ima ta oseba, da smo se mi odločili, da bo zastopala premoženjske in druge pravice neznanega ali umrlega lastnika. Večkrat se pojavi vprašanje, katero osebo se sploh predlagata, ne. Bom rekla, najboljše je, če je pa parcela, ki je sosednja v solastništvu, da se za skrbnika predlaga enega od drugih solastnikov. Če gre na primer, tako kot smo imeli prejšnji primer, ko smo imeli mlinsko podjetje, družbena lastnina, potem je najbolje, da predlagamo kar to mlinsko podjetje, če je aktivno. Ali pa recimo, če gre za neke nepremičnine, kjer bi lahko bile v lasti občine ali podobno, lahko predlagamo nekoga iz krajevne skupnosti, se pravi neko osebo vredno zaupanja, ki pa se tudi, bom rekla, spozna na te zadeve, ali pa tudi so njeni interesi podobni, kot bi bili premoženjski in drugi interesi neznanega ali umrlega lastnika. Geodetska uprava odloča o predlogu in v kolikor ugotovi, da so bili podani pravi razlogi za skrbnika, tega skrbnika tudi za odločbo postavi. V primeru, da razlogi za postavitev niso pravi, se pravi, niso zadostni, to z odločbo zavrne ali pa da geodetska uprava lahko preko svojih dostopov, ki jih ima, mi geodetska podjetja pa jih nimamo več, ugotovi, da bi mogli mi vabiti nekoga drugega, nam ta predlog za odločbo zavrne, vendar nam v obrazložitvi navede, kdo naj bi bila stranka v postopku. Torej, če dobimo odločbo, kjer se postavi skrbnika za katastrski postopek, potem je od tega trenutka dalje stranka v naših postopkih skrbnik za katastrski postopek. Če pa se z odločbo ta predlog zavrne, potem dobimo v obrazložitvi navedene, kdo bi morale biti stranke postopka in te vabimo v naš postopek. Geodetska uprava predloge za postavitev skrbnika rešuje prednostno. Seveda, če imamo neke odpustke geodetska podjetja pri samem vabljanju in vročanju, imajo pa lahko enake težave tudi kolegi na geodetski upravi z vročanjem v upravnem delu katastrskega postopka. Torej, tudi za njih velja, kadar imamo osebe brez naslova oziroma z neznanim, neobstoječim naslovom, takim strankam lahko vročamo na podlagi javnega naznanila po 94. členu Zakona o upravnem postopku. Že na začetku smo rekli, da je ena od izjem, da ne vabimo na določene postopke, da niso stranke v naših postopkih zemljiškoknjižni lastniki, da so to upravljavci. Kot smo že rekli, da upravljavci nastopajo takrat, kadar je nepremičnina, ki je vključena v postopek in za katero vabimo stranke v postopek, lastnik je tam Republika Slovenija ali pa občina ali pa mestna občina. Vkolikor je lastnik Republika Slovenija, morajo biti za to lastnino določeni državni upravljavci. Vkolikor je lastnik občina ali pa mestna občina, so pa določeni upravljavci lokalnega premoženja. Lahko tudi, kadar je lastnik občina ali mestna občina, nastopa kot upravljavec lokalnega premoženja kar občina ali mestna občina. Medtem ko Republika Slovenija sama sebi ne more biti upravljavec, ampak so to državni organi, kot so razna ministrstva ali pa javni zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Zdaj, v primeru, ko imamo kot lastnika vpisano osebo, ki je v preteklem družbenem sistemu predstavljala lastnino družbeno-političnih skupnosti, kot so na primer splošno ljudsko premoženje, družbena lastnina v uporabi občine. Takrat, če imamo določenega upravljavca,
ali pa recimo javno dobro, ali tudi spada med te kategorije. In če imamo na teh nepremičninah, kjer so kot lastniki napisani javno dobro, ljudsko premoženje, tudi določenega upravljavca, se ne obremenjujemo, da je ta oseba, ki je vpisana, neznana, ampak jih vabimo v postopek, se pravi, je stranka našega postopka kar upravljavec. Se pravi, kot imate tukaj primer, kot lastnik je v zemljiško knjigo vpisano splošno ljudsko premoženje, kot stranka v našem postopku pa vabimo upravljavca, ki je vpisan na to parcelo, in to je recimo Direkcija RS za infrastrukturo. Se pravi, v tem primeru imamo zadevo rešeno. Kaj pa naredimo v primeru, kadar upravljavec ni vpisan, je pa nepremičnina v lasti Republike Slovenije ali pa v lasti občine ali pa mestne občine? V tem primeru, kadar gre za lastnino Republike Slovenije, vabimo na postopek Direktorat za stvarno premoženje države, v primeru občin in mestnih občin pa vabimo na postopek kar občino ali pa mestno občino. Tukaj bi samo še poudarila, da v primeru, ko pa imamo namesto Republike Slovenije ali pa občine ali pa mestne občine vpisano nek preostanek, neko osebo iz bivšega lastninskega sistema, recimo neko splošno družbeno premoženje, neko javno dobro, pa ne moramo kar vabiti občine ali pa Direktorata za stvarno premoženje države, ampak v tem primeru mi damo predlog za postavitev skrbnika za katastrski postopek, seveda pa lahko predstavnike občine ali pa recimo neke organizacije, ki jo je ustanovila država, nekega zaposlenega iz teh institucij predlagamo kot skrbnika za katastrski postopek v našem predlogu. Stranke smo si zdaj ogledali, seveda za nas pa zanimajo predvsem tudi, kdo je lahko vlagatelj zahteve za elaboratom. Zakon pravi, da je to lahko zemljiškoknjižni lastnik, upravljavec ali pa druga oseba. Se pravi, kadarkoli imamo na neki parceli solastnino ali skupno lastnino, je dovolj za vse katastrske postopke, razen za parcelacijo, da je vlagatelj eden od solastnikov ali skupnih lastnikov. Za upravljavce vemo, kdaj so lahko vlagatelji, takrat, kadar gre za lastnino države ali republike in so ti upravljavci tudi vpisani kot državni ali upravljavci ali kot upravljavci lokalnega premoženja v katastru nepremičnin. Kot smo že rekli, pri parcelaciji pa to pravilo ne drži in to je edina izjema. Tudi če določamo območje stvarne služnosti ali pa območje stavbne pravice, za te veljajo enaka pravila kot za druge postopke, ne taka pravila kot so za parcelacijo. Če imamo pa parcelacijo, morajo biti pa vlagatelji vsi lastniki ali pa vsi skupni lastniki. Zakon določa v določenih primerih tudi, da so lahko vlagatelji druge osebe. Za vse druge osebe jih zakon navaja, točno pove, pri katerem postopku lahko podajo zahtevo, in tukaj imate pred sabo tabelo, kjer imate navedeno osebo, naveden imate postopek, pri katerem je lahko ta oseba vlagatelj, zraven pa še člen, ki v zakonu podrobneje opisuje, kako je lahko ta oseba v tem postopku vlagatelj. In sicer vidimo, da imamo za investitorja izvedbe načrtovane prostorske ureditve, pa razlastitveni upravičenec sta lahko vlagatelja v primeru urejanja meje parcele, ker načelno drugače je lahko samo zemljiškoknjižni lastnik vlagatelj, če imamo lastnino v lasti države ali pa občin, so to državni ali pa upravljavci lokalnega premoženja. Če imamo pa mi neko zemljišče, ki je kot splošni skupni del pripada večstanovanjski stavbi, je pa vlagatelj zahteve za ureditev meje
ki je v lasti vsakokratnih etažnih lastnikov upravnik. Se pravi, izjeme imamo pa še, kot smo zdaj videli, pri urejanju meje, da sta to lahko investitor izvede načrtovane prostorske ureditve ali pa razlastitveni upravičenec. Se pravi, pri parcelaciji imamo možnost, da poda vlogo v določenih primerih tudi občina ali državni organ. Pri spremembi bonitet oseba, ki ima pravni interes, enako velja za lokacijsko izboljšavo. Potem imamo pa tukaj le svetlo modro poudarjenega investitorja. To pa zato, ker investitor kot tak ima večje obveznosti, kot jo jih imel pred sprejetjem zakona o katastru nepremičnin. Namreč od uveljavitve zakona je potrebno za vse gradnje, ki so bile zgrajene po uveljavitvi zakona, to je po marcu 2021, bi mogel za vpis stavbe dati zahtevo investitor. Ker pa to vedno ni mogoče, pa zakon omogoča v 155. členu, da lahko v določenih primerih podajo zahtevo z elaboratom tudi lastniki parcel, imetniki stavbne pravice, pa osebe, ki imajo pravni interes. In na koncu imamo še definirano, da poleg lastnika posamezne nepremičnine lahko poda vpis sprememb, ki je vpisan v zemljiško knjigo, lahko poda zahtevo za vpis sprememb podatkov o stavbi in delih stavb, tudi imetnik stavbne pravice ali pa v upravnik, kadar gre za dele, ki predstavljajo splošne skupne dele v stavbi.